Dobro večer vsem skupaj. Po dveletni koronski pauzi, po reformaciji v našem društvu in smo postali sekcija, se vračamo na sceno. Tako da hvala najprej vsem, ki ste danes prišli v imenu DPB Kidričevo, sekcija Mateja Slekovca, zgodovinska sekcija oziroma sekcija za zgodovino, ki poskuša folijo, bom rekel, vsaj nekaj impulza dati, glede na to, da v našem mestu Ptuju zgodovinskega društva več ni. Pa ko smo dobili prvega kandidata za predavanje, dr. Ivan Rihtarič, oziroma dvakratni doktor, če se ne motim, leta 2002 doktoriral iz Štajerca. Najprej smo se pogovarjali, da bo predaval o Rihtariču, v tistem Fakinu štajerskem, tisti starejši malo več veste, ampak glede na to, da Štajerc v prelomnih trenutkih tako pomemben časopis, smo se nekako odločili za to temo. Peter, jaz bi prosil, da spustiš predstavitev. Že sem uvodni radovni. Ivan Rihtarič je bil rojen 27.10.1948 v Gornji Radgoni. Po končani gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz zgodovine in umetnostne zgodovine. Od leta 1971 do 1995 je delal kot predavatelj in 10 let oziroma 2 mandata kot ravnatelj na gimnaziji v Ljutomeru. Od leta 1995 do upokojitve 2013 je bil direktor Ljudske univerze v Gornji Radgoni. Leta 1989 je magistriral iz zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je doktoriral iz zgodovine v Celovcu, 2016 pa še na Filozofski fakulteti v Mariboru. Izdal je 6 znanstvenih monografij, njegova osebna bibliografija pa šteje 471 enot. Prispevke objavlja v domačem in tujem tisku ter sodeluje z domačimi in tujimi radijskimi in televizijskimi hišami. Je predsednik zgodovinskega društva v Gornji Radgoni in član zgodovinskih društev v Avstriji ter PAZU v Murski Soboti. Je prejemnik nagrade dr. Antona Trstenjaka leta 2004 občine Gornja Radgona ter listine z zlatim grbom občine Radenci 2022. Gospod dr. Rihtarič bo predaval za mojim uvodnikom, glede na to, da sem 20 let po svetu staremu mestnemu jedru, sem mnogokrat naletel, bom rekel, tudi na ta časopis in ga nekje tam od leta 2002 do 2003, ravno takrat, ko ste videli doktorat, tudi poskušam prebirati in si ga nekako razlagati skozi to zgodbo. Namreč zdi se mi, ko sem prebiral vaš doktorat, da je pač treba nekaj ptujskega dodati, pa ne zamerite mi, ne bo dolgo trajalo. Kaj je pravzaprav vse vplivalo na ta prelomni trenutek 1900 do 1918, da je Štajerc pravzaprav tako deloval. To je seveda moje razmišljanje in del mojega raziskovanja. Najprej nenehne kolonizacije na Dravsko in Ptujsko polje in tudi spodnjo Štajersko, če omenim prvo, za katero pravzaprav zelo malo ljudi na Ptuju ve, po premaganju Turkov 1682 pred Dunajem so cirka med 20 in 30 tisoč zajeli, ki so vsi morali podpisati katoliško vero in vse so pravzaprav naselili na izpraznjeno Dravsko polje, ki bi ga naj bil Sulejman Veličastni v svojih 2 pohodih in tudi seveda drugi sultani oziroma turška vojska izpraznili. Zamikom torej vseh 80 let dobrih je Marija Terezija verjetno videla, da tisti podpisi, da so katoliki, niso kaj dosti veljali in jih je pomešala s cirka 16 tisoč zaporniki
zgornje Avstrije, tako da si niso to Angleži izmislili, ko so Avstralijo poseljevali. In seveda potem, ko je bil umik Turkov, so iz zgornje Avstrije prihajali na izpraznjen prostor mnogi, še posebej pa po Napoleonovih vojnah, ko je nadvojvoda Janez prišel v Graz in je nekako južni Štajerski namenil vinogradniško-sadjarsko zgodbo. Seveda ilirizem je zelo vplival na Štajersko, namreč zato, ker ga tukaj ni bilo. In tukaj je potem skozi Štajersko, kar sem bral sploh Linharta, ki je bil najdalj časov rednik, v bistvu je prišlo med Krajnci in Štajerci do nekih manevrov. Panslarizem seveda kot posledica ilirizma je bila tista, in pa seveda to, kar je Štajerc pravzaprav poudarjal, sožitje med mestom in vasjo, je nekako to nasprotna stran deklarirala, da je to bilo pravzaprav razpotje med Nemci in Slovenci, ki je bil temelj vseh dogajanj po razpadu Avstro-Ogrske v našem mestu in ga je takšnega naredil, kot ga danes seveda mi živimo. Tukaj bi še mogoče omenil odstranitev evangelizma Svetega rimskega cesarstva, to pomeni v 16. stoletju, ki je tudi na nek način sem potem pri doktoratu dr. Richteriča zasledil, da so eni rekli v stran od Rima, ne? To je tako pravoslavna stran navijala in tako evangelistična. Tako da zelo zanimivo branje, hvala lepa, da ste to naredili, pa da sem imel to čast pravzaprav prebrati in da sem danes z vami, tako da evo, mikrofon je vaš. Dober večer, tudi v mojem imenu. No, najprej bi čisto na kratko povedal, kako sem se jaz sploh lotil Štajercev, oziroma kje sem ga našel Marija. Kot študent tam 2., 3. letnika v Ljubljani sva začetno na nekem podstrešju našla prvo, drugo stran, oziroma del Štajerca in potem sem seveda za diplomo prijavil Štajerca. In sicer volitve v državni zbor 1906. in 7. leta. Potem pa se je dogodilo, da se je šel leta 1971 službo in tako dalje in v nekaj priložnosti v Ljutomeru, ko je bila neka obletnica Ljutomerskega tabora, me je koroški Slovenec, ki je bil poklicno zgodovinar v Ljubljani, me je povabil in je povedal, kaj če bi tikalo smo se, pa doktoriral v Celovcu na univerzi. To je univerza blizu Minimundusa, oziroma čisto v Grskem jezeru. Jaz sem rekel, dobro, koliko bo to stalo, ja nič ne bo, to se bomo mi dogovorili in tako dalje. In potem sem res to upisal in seveda šel iskati malo pred tem manjkajoče številke. Namreč diplomsko nalogo sem pisal na podlagi tega, da sem živo mogel gledati v Mariboru v knjižnici časopis Štajerc. Tam je nekaj številk manjkalo, v Gracu sem potem dobil 4 kolute mikrofilma, tudi tam je nekaj manjkalo. No in potem seveda sem iskal na Ptuju, tu mi je Jaka Emeršič pomagal z mikročitalcem, potem policija v Murski Soboti, banka v Radgone, tako da sem potem to pisal, izpisoval in potem v Celovcu to prijavil. Zmes mi je umrl mentor, dobil sem druge in tako dalje in nastala je dizertacija v nemščini, tu imam napisano 338 strani, tako da je bilo. Kot je prej povedal gospod Franc, da je bil Linhart urednik, ravno na njegov dan smrti 3. junija, on je 3. junija leta 18 umrl, sem to uspešno obranil v Celovcu. No in še mogoče samo to, potem je čez 2 leti pa je šla knjiga, jaz imam knjige sabo tako za polovico in nekaj je, če pa bi še kdo kaj več želel, pa jih lahko še posredujem. Čez 2 leti je bila knjiga potem natisnjena v seveda malo manjšem obsegu. Kar je bilo preomenjeno, sem dvakratni doktor, je pa ena zadeva
se pojavila tam okoli 2012-2013, ko sem ravno odpravljal v penzijo, sem dobil okrog 15.000 dokumentov Udbe. Ko sem to začel brati, verjeli, nisem mogel spati za okraj Gornje Radgone od leta 45 do 50. In potem sem porazmišljal, kaj, kako, kje in tako dalje, sem potem Mariboru še enkrat pisal na zgodovine, imel take in drugačne probleme, da ne bom to razlagal, ker je bila tema občutljiva, ali še vse zadnje delamo danes, in sem potem leta 16 doktoriral, 2 leti zatem je išla knjiga, kot je bilo omenjeno, in potem prezentirano po celi Sloveniji in tako dalje. Naj povem, da me še za Udbo, za knjigo nihče ni tožil, kljub temu, da so bili tudi znani Radgončani notri, pa drugi, pa duhovniki, pa ne vem kaj vse in tako dalje. Toliko mogoče o tem, kako sem se jaz lotil oziroma prišel do Štajerca. Razvolite naprej. Ja. Nič ne bo mojih vprašanj, da bi predavanja. Tu imate naslovnico časopisa Štajerc, ki je začel izhajati na Ptuju, tiskarna Blanke. Tu je naslovnica, ki je zdaj iz leta 1902. Tu je bil tudi malo drugačen format časopisa in pa ta glava je bila malo drugačna. Tam desno vidite, je pa že drugače. Do leta 1907 je bil časopis 14-dnevnik, potem pa od leta 7 pa do zadnjih dni Prve svetovne vojne pa tednik. Zanimivo, da je izhajal ob petkih z datumom naslednje nedelje. To je ena posebnost pač, da ni na tisti datum, ko je izhajal. Tu zdaj vidite, da so napisane številke, izhajajo v Ptuju, tisti datum, tisti letnik in tako dalje. Zanimivost je, da je potem ob strani nekje tu levo, vidite, zapisano, koliko je stala posamezna številka, seveda v tistih dinarjih in tako dalje v avstrijskem denarju, avstrijske polovice, ne pa mađarske, ogrske polovice. In potem seveda tudi cena za tujino. Zdaj nekako so avstrijsko-ogrsko polovico smatrali za neko tujino, kljub temu, da je bilo to dualistično. To je tudi na primer zanimiv pri popisu prebivalstva, kar bo pozneje enkrat povedal, ker kdor je bil na primer na Štajerskem iz Prekmurja, to se pravi, kar je bilo pod Ogrsko, pri popisu prebivalstva, če pač ni bil stalno tu, njega so podpisali kot tujec. Pa je bil v bistvu v isti državi, samo v drugi polovici. Tudi za pravo tujino, tudi v Ameriko je cena zapisana in tako dalje. Vidite, da je Štajerc, ne Štajerec, ampak Štajerc, to se pravi prva taka značilnost je tega časopisa bila, da je bil tudi izredno veliko nakladov. 15.000 izvodov. To je ogromna številka za takratni čas, tudi v primerjavi z mariborskim slovenskim gospodarjem ali pa z Petauer Zeitungem, to se pravi konkurenco na Ptuju in pa še kakimi drugimi časopisi. Časopis se je pošiljal tudi na avstrijsko Koroško, to se pravi ta slovenski del, in seveda imel je tudi naročnike. Zanimivo je, da je časopis proti koncu vsakega leta opozarjal naročnike, dajte plačati in tako dalje. Joj, veste, da bomo tudi dvignili naročnino, jasno, Med vojno je bil tudi problem barve, problem papirja, tudi, mislim, barve tiskarske, nekoč tudi problem požara in so kome rešili zadeve tam v tiskarne in tako dalje. Naslednja značilnost časopisa pa je, da je izhajal v slovenskem jeziku.
To je bil pravzaprav edini časopis na tem območju, ki je izhajal v slovenskem jeziku. Ena diplomska naloga govori prav o jeziku tega časopisa od leta 1918. Tam je malo pokritizirano, da uporablja stare besede, pa germanizme in tako dalje. Seveda, z današnjimi očmi je to, ne? Takrat je pa seveda bilo pač takole, za eno primerjavo, če bi brali originalne zadeve Ivana Cankarja v tem času, ne, je tudi ni sonce, ampak je solnce, ne, in tako dalje. Tako je pač to bilo takrat. Zdaj za Štajerca, da se prav razumemo, saj ste kot Ptujčani o tem že verjetno dosti slišali, je treba povedati, ne, da je Ptuj bil eden od 3 centrov, 3 kamnov, en univerzitetni profesor Janez Cvirn, že pokojni Celjan, je eno knjigo izdal Trnavski trikotnik. In sicer tam piše Maribor, Celje in Ptuj. To so bila 3 take točke, na katere so ti spodnje štajerski, Untersteiermark, Nemci najbolj bili, rekli, trdni. Seveda, zdaj je treba takoj povedati en izraz, to smo z Francem precej razpravljali o tem, vedno se govori ptujski Nemci. Zdaj, jezik je bil nemški, ne? Oni so pa bili državljani Avstro-Ogrske monarhije, to se pravi te polovice avstrijske, ne? Ampak, ker se govori nemški jezik, se pač to reče površno Nemci, tudi tam v mojem okolju apaški Nemci, ne? Pa so tudi bili, rekli, celo naši državljani, pa so pač nemški jezik govorili, ne? Značilnost teh 3 mest je bilo, to se pa lepo vidi po popisih prebivalstva, namreč vsakih 10 let so bili popisi prebivalstva v Avstro-Ogrski. Število ljudi, ki so se opredelili za nemški pogovorni jezik in za slovenski, pa vedno je neka razlika tujci, naprimer. Seveda to ni narod, da bi zdaj rekli, kdo je opredelil nemški jezik, da je on Nemec oziroma Avstrijec, ne? Ali slovenski. To je tako imenovani Umgangssprache, to je jezik okolja, s katerim si ti v mestu nekaj opravil. Primer, Čehi, ki so bili močni na Češkem, na Dunaju, tudi ogromno Čehov, ne? Ampak mnogim Čehom so na Dunaju kar napisali nemški Umgangssprache, ne? Ker s češčino večinoma ni mogel dosti opraviti. Kaj šele v Mariboru, ne? Bi ga takoj napisali nemški Umgangssprache. Te številke so rapidno padale. Nekaj trgov na spodnjem Štajerskem, kot Veržej, pa Ljutomer in tako dalje, ali pa Radgona, ki je 1907. Kome trg postala, ti so še imeli slovensko večino, ne? Ostali trgi in mesta pa so padala. Zdaj Štajersk piše tudi ogromno o volitvah. Volitvah bi rekli lokalne volitve, bi rekli občinske danes, ne? Ker so bile izredno male občine, 2-3 vasi skupaj, ali pa že ena večja vas je že bila, ena občina, Gemeinde, ne? Potem so se občine združevale v okraj in pa 2 ali 3 okraji skupaj, pa že je bilo glavarstvo. Tako, na primer, Ormož pa Ptuj, ne, je bilo glavarstvo Ptuj, ne. Potem pa je bila dežela Štajerska, več dežel skupaj, ne, pa avstrijska polovica, pa ogrska, pa cela država. Pri teh volitvah, predvsem tam 1906-1907, to, kar je bila moja diplomska naloga, izredno zanimive zadeve, kako so izgledali predvolilni mitingi, da tako rečem, ne. Jedlo se je, pilo se je, ne, tako se to dela do jutre, do volilnega volka, ne, za lokalne volitve. Potem pretepi so bili, ne, potem piše, ne, potem kandidati so se predstavljali, udrihali po kontrakandidatih, to se pravi, 100 let ali še več, pa se zadeve popolnoma enake skoraj.
Tu imamo tudi celo vrsto znanih ljudi, ki so kandidirali, bili izvoljeni ali ne bili izvoljeni. Tu, če omenim samo Možakarja, katerega bomo se verjetno pozneje dotaknili, ne? To je Ornik, ampak je zdaj Josip ali pa Jozef ali pa kako drugače. Ne? On je bil državno-zborski, rekli državni poslanec. S tem, da naprimer tam 1906, ker so bile nadomestne zaradi smrti, naprimer ni uspel. Zdaj pri volitvah pa vemo to, da so volitve bile drugačne kot danes. Takrat seveda prvič ženske niso imele volilne pravice, volilna pravica je bila omejena z tako imenovanim volilnim cenzusom, toliko in toliko si mogel plačati davka, da si potem dobil volilno pravico. In še to, da je obstajala za moške aktivna in pasivna volilna pravica. S 21 leti si imel pasivno volilno pravico, to pomeni, si lahko kandidiral, si lahko volil, z 24 leti pa si bil, rekli, volilno polnoleten in si lahko kandidiral in si smel biti izvoljen, si lahko bil izvoljen. In še nekaj, glede na plačilo davka si potem bil, in pa tam, kjer si živel, si bil uvrščen v take razred. Naprimer, veleposestniki so volili, samo veleposestniki, svoje poslance. Potem so volili mesta in trgi svoje poslance. To se pravi, tu je bil Ptuj, ne pa potem drugi ti trgi, kaj so bili. Potem tretja je bila podeželje. Potem je pa bila, rekli, gospodarstvo, trgovska obrtnike in tako dalje. In pa leta 1907 je pa potem bila ena velika reforma v avstrijski polovici, kjer so pa lahko v tako imenovani splošnem razredu, splošni kuriji pa še vsi enkrat volili. Vsi enkrat, ne glede na to, kje si bil prej. No in seveda ti izvoljeni so potem uživali takšen in takšen, rekli, privilegij, ne, hodili z vlakom ali s kočijo ali kakorkoli, pač v Graz, ne, ali pa seveda na Dunaj, na te parlamentarne volitve. Seveda med prvo svetovno vojno oziroma zadnji parlament je bil 1911. In se potem pravzaprav do 30. maja leta 17. bila Majniška izjava med vojno, ni sklicoval. Zdaj, danes, takrat je pravzaprav ni bilo nekih list, kot je danes lista župana, lista tistega za lokalne volitve, ne, ali pa za državne danes, ampak je bila stranka za njim. Na Ptuju je bila najprej Štajerčeva stranka, ne, tam 1902 pa so že spremenili in so šli v napredno stranko. Seveda, zdaj Slovenci v zgodovini rečejo, da je bila konzervativna, ampak oni so imenovali za njihove pojme napredna stranka. Zdaj v napredni stranki, ko so organizirali, rekli, to svojo organizacijo, je bil Karl Linhart, to kar je gospod Franc omenil, zapisnikar, ne? Potem načelnik, podnačelnik in tako dalje dol. Načelnik, da samo omenim, je pa bil Štojtre. On je bil sodar in pa veleposestnik. Zdaj, kdo so bili člani te napredne ali še po domače Štajrečeve stranke? To so bili v glavnem ptujski veleposestniki, dobro za veleposestnik zemljo ali veleposestnik z vinogradi, ne? In pa potem trgovci, obrtniki. Ena od teh značilnosti Štajerca je na primer bila v svojem programu to, kar je postavila tudi ta Štajerčeva napredna stranka, nedeljivost Štajerske. Prej sem sicer omenil Untersteiermark, spodnja Štajerska, to tudi Štajerec piše in tako dalje, ampak oni so zato, da se ne deli Untersteiermark pa Obersteiermark. To bi danes rekli takole,
čez reko Muro, ne, od Špifelda, Šentilja, pa gor do, vemo, dokot je vse Štajerska. Potem ostro nasprotovanje katoliški cerkvi. Preomenjeni drugi volilni razred, tretji volilni razred podeželja. Na podeželju redko imela šanso, ne, tudi na lokalnih volitvah, da je napredna stranka dobila kakšne poslance. So sicer dobivali, ne, ampak za deželni zbor pa niso imeli šanse proti nastajajoči najmočnejši stranki, to je bila Slovenska ljudska stranka z znanim možakarjem, duhovnikom, dr. Antonom Korošcem, ki je bil potem, verjeli ali ne, v stari Jugoslaviji edini Slovenec, ki je bil predsednik vlade, sicer za kratek čas, torej so ga nekam internirali in tako dalje. Naslednja taka značilnost časopisa je, da je imel dokaj stalno strukturo. Tu na prvih stranih bi videli, to so zdaj zadnja stran, bi videli, da so bila zdaj v času, to kar sem doktoriral iz prvi svetovni vojni, poročila iz vojne. Ta poročila je časopis dobival, rekli, od sodelovanja s preomenjenim Pitauer Zeitungen in pa z cesarsko-kraljevim telegrafskim zavodom, ja, se pravi neka vrste tiskovna agencija, ne, uradna avstrijska. To tudi potem vedno piše, ne, odkud je to. Ne. Zanimivo je, da je tudi cenzura posegla zmes. Posegla zmes seveda pri kakšnih objavah z fronte, kar je razumljivo, ne, da ne bi bilo kaj narobe, in pa seveda tudi pri kakih drugih političnih ali drugih zadevah. On Štajerc si je tudi upal, da tako rečem, udariti proti osrednji oblasti dežele Štajerske ali Dunaj-Kečene, da je udaril tudi, bi rekli, po Nemčiji, ali pa da je simpatiziral veliko, ali pa da je udaril tudi po Mačarih, ki so itak delali tako drugačne probleme avstrijske polovice. Potem te uvodnike so v glavnem pisali uredniki. Zdaj, urednikov je bilo ogromno, pred samim Linhartom jih je bilo 6-7, potem pa je Linhart to prevzel in je to vodil z malimi preostanki do svoje smrti, ker je bil vojsko poklican, pa potem zaradi bolezni prišel nazaj in tako dalje. In potem tam od 3. junija 18 pa do konca oktobra so se še 3-4 na hitro menjali. Tu vidite Vojna in mir. V Štajercu so bili tudi nasveti za kmete, vse mogoče zadeve kmetijske, cene, navodila, škropiva in tako dalje, tudi pri reklamah. Potem tudi, rekli, to, da Štajerc zagovarja slovenskega kmeta, slovenskega, ki pa naj ne podleže preomenjeni farom, to se pravi duhovnikom, ki viča, tudi imate že takrat, tako danes moderno pedofilstvo, pa mitske baroške, pa tak dalje, to je bilo treba narediti in je že bil problem pri duhovniku na vasi. Potem poročali so tudi v časopisu dopisi z terena, z Halo, z teh raznih vasi, z Koroške, kot so pisali, kako je pri nas ono tisto, požarili tistega, ono tisto. Potem bili so podlistek, je bil redni podlistek, taki, rekli, novele, romane, oziroma tako dalje, pesmi, seveda z inicialkami, pač kdo je to pisal, ne vemo. Potem bili so pozdravi fantov z fronte, pozdravi domačim, potem tudi objava, kdo je bil odlikovan na fronti,
in pa seveda tudi, kdo je na fronti padel. Potem, na primer, zelo zanimiva je ugotovitev Štajerca 30. maja leta 1917. Namreč takratni zadnji cesar Karel po smrti Franca Jožefa leta 16 je prevzel oblast oziroma krono in potem, ko je videl, kam dejansko gre vojna, mimo grede, to je bilo sklican ta parlament na Dunaju 30. maja 17, aprila leta 17 pa so Združene države stopile v Evropsko vojno oziroma v svetovno vojno. No, mimo grede, mi vedno govorimo, prva svetovna vojna se ni imenovala prva, kljub temu, da je bila v svetovnem merilu taka, ampak se je imenovala velika vojna. Zato potem po prvi rečemo ta zadnja, druga svetovna vojna. No, takrat vemo, da je v treh kratkih stavkih, to je fenomen, dr. Anton Korošec prebral tisto izjavo, ki govori o tem, da bi se pač ti južni Slovani ne združili v okviru avstrijske podzvezdne monarhije in tako dalje. To je bilo dobesedno objavljeno v slovenščini, seveda v Štajercu, ampak takoj zraven, da je to, bom rekel, delavno, niso tako pisali, ampak da se enostavno izrazim, da je to samo finta, zato, da se želijo južni Slovani, seveda, kaj zdaj kveri, Slovenci, Hrvati, Bosno so imeli takrat že v avstrijski polovici, seveda v ogrski polovici je bila potem Vojvodina in pa seveda Dalmacija cela, da se ti želijo združiti z tako imenovanimi, to pa so tako pisali vedno, kraljevo-morelskimi Srbi, z kraljevino Srbijo. In če zdaj to zgodovinsko gledamo naprej, je sicer potem nastala hitro, ko se je Avstrija kapitulirala, je nastala za en dober mesec država Slovencev, Hrvatov in Srbov. To je tista znana kratica SHS. Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu, ampak je potem, vemo, kaj vse nastopilo, mirovne konference so se predvidevale in tako dalje začele in je potem prišlo do tega, da se je ta državica združila z kraljevino Srbijo, prej je šla Vojvodina proč, ne pa zraven Črna Gora in je potem nastala kraljevina pod Karađorđevićem, kraljevina SHS, ampak Srbov, Hrvatov, Slovencov, to se pravi, ta SHS sta se zamenjala. Cela vrsta drugih zadev je še v samem tem, bi rekli, časopisu, ampak časopis je do konca nekako zdržal, verjel, da se Avstrija ne bo podrla, ampak se je potem brez slovesa, da tako rečemo, pa konec oktobra leta 18 poslovil. Hvala lepa. To je jedro. V bistvu zdaj bom jaz naredil nek zaključek, potem prosim vprašanje z vaših strani. V uvodniku sem mogoče pozabil povedati, da je KNH monarhija bila v bistvu iz dveh polov pravzaprav sestavljena. Največji gospodarski motor so bili sudetski Nemci, če jih tako poimenujemo, ali, bom rekel, neka mešanca v Sudetih med Čehi in Nemci. Večinski narod pa smo bili Slovani, z deli Poljske, z deli Ukrajine, potem seveda Češko-Moravska, tako je Slovaška in pa seveda ta balkanski del Slovanov. Tako da tukaj so res te borbe, pravzaprav mi danes po našo politiko gledamo, si mislimo, da je ne vem kaj bilo, pravzaprav so bile takrat borbe neverjetno, ker so namreč nemška struja, če jo tako imenuje, jaz se raje imenujem avstro-ogrski
tisti, ki so se imeli za Avstro-Ogrske, so bile te najmanj 3 struje. Tako je na slovanski strani bilo tudi najmanj 3 struje. In to zdaj pomešati, ne, ko sem to bral, ne, sem pravzaprav rekel, vsega tega malo so pa potem vzeli komunisti, ne, duhovščino so mrzli tako prvaki, ne, in panslavizem so izkoristili, da so prišli na oblast in tako naprej. Ampak ne glede na to, je treba Štajerca razumeti, ker ga je seveda en glavni financer, je bil župan Ornik, v katerem večkrat poslušam ptujske zgodovinarje ali tudi Ptujčane, ki se zanimajo za to obdobje, ali da se je pisal Ornik, ali je bil Josip, ali je bil Jožef, ali je bil pa Jozef. Ne. V bistvu sem bil presenečen, ne, da bi se on v originalu pisal Ornek. In ko gledam to njegov faco, Peter, če imaš govor, Ornek je pa turški priimek, ne, mimo grede. Jaz dost hodim v Turčijo in sem teh priimkom tam srečeval in je zagotovo njegovi geni pravzaprav so tam. Tako da, pravzaprav kak je vse relativno, to sem hotel v tem dati. Seveda po zlatem obdobju vinarstva v tem okolju so ti ljudje dobro vedeli, ki so mesto vodili, da če razpade monarhija, kar je tudi potem dejansko zgodilo, vinska trgovina po razpadu monarhije je padla za 2/3, nastali so viničarski odnosi, od katerih govorimo več kot pa o zlatem obdobju vinarskem Ptuju. In ti so pravzaprav jaz bil presenečen, kako dobro bili informirani. In še to, da moram reči, da je časopis pravzaprav do 8 ali 9 slovenskih časopisov edini bil zvest svoji monarhiji. In mi smo ga potem obsojali. Jaz bi 7 let nazaj sem si iz Wikipedije izprintal, kaj Štajerc je. Takrat moram reči, da je bilo napisano nemčurski takšni časopis. Danes pa je že napisano, da je to slovenski časnik, ki je izhajal v tem obdobju. Pomeni, v tem zgodovinarskem okolju, ki pač, ne vem, kdo to piše, ali je to naša Kamera Ptujska ali kdo drugi, vendarle na osnovi takšnih del, kot je dr. Richtarič naredil, uvidel, da pravzaprav šlo je za večplastni in kompleksen problem ali pa rešitev tistega časa. Jaz bi mogoče prebral zadnji poslovilni nagovor 3. novembra, ker se mi tako simbolični zdi za Ptuj, 166 strani. Iz doktorata, seveda pa tudi dr. Richtarič je to seveda iz Štajerca. Pa njegov komentar zraven. Popolnoma indiferentno in presenetljivo, nenapadalno je Štajerec objavil svoj zadnji številki še novico, da so po vseh mestih v torek 29. oktobra 1918 seveda kot narodni praznik v znak zmage vstajenja jugoslovanskega naroda SHS slavili Jugoslovanijo. Ukrasili so svoje hiše z zastavami trojedinega naroda Slovencev, Hrvatov in Srbov. Njih delo je počivalo in trgovine so imeli zaprte. Potem nadaljuje, da je jugoslovanska ideja zmagala, ampak redko kdo ve, da je mesto šlo v stečaj po razpadu Avstro-Ogrske, plinsko, mislim, da plinska razsvetljava ni bila stara več pa ni 7-8 let, so prodali mesto Varaždin, tako da se je velik del tega, kar je Štajerc napovedoval, pravzaprav uresničilo. Če tukaj omenim še točke, po katerih sem začel, panslavizem je seveda dobil svoje prve zagone in pogosto ne srečamo analizo panslavizma tudi, kar se je kasneje zgodilo. Dogodki po prvi svetovni vojni so seveda bili osnova za vse dogodke po drugi svetovni vojni, sploh v našem okolju, in pravzaprav Jan Kolar, kot deklarator Slovak panslavizma, je jasno zapisal, da je panslavizem to, da veliki slovanski narodi asimilirajo manjše.
in to se je pravzaprav na vzhodu po drugi svetovni vojni zgodilo. Seveda panslavizem, preko panslavizma smo tudi dobili ljubezen do komunistične zgodbe. Po oktobrski revoluciji so naši fantje hodili na izobraževanje v Moskvo in seveda tukaj to revolucijo povzročili. Lahko mirno tudi rečemo razpad Jugoslavije kot notranja trenja v panslavizmu in pa na koncu vse, kar se dogaja danes. Tako da ta panslavistična ideja je nekako dobila tudi svoje neke stranske učinke. In to so bili seveda neke osnovne zgodbe, ki jih je Štajerc kar s tem znanjem, ki ga mi seveda danes imamo, se je zelo težko to bilo takrat vedeti, ampak Štajerc je približno zelo dobro to napovedoval. No, tukaj še na Wikipediji sicer piše, da se je Štajerc zavzemal, gor našteva, bomo rekel, tele ljube urednike, Šrej, Kelbič, Pavko, Bajer z Y, Vesjak, Drevenšek in Max Herren. Trije od teh so z nemškimi priimki, pa so bili uredniki slovenskega časopisa. To vam namerno podajam zato, da je bila zadeva res dosti bolj kompleksna, da smo jo mi kasneje, mogoče v Kraljevini Jugoslaviji, ker dejstvo pa je, da so vsi ostali časopisi pisali zelo projugoslovansko. Jaz sem obdelal zdaj Antona Korošca v arhivu, je letos bilo predavanje, ker je šla njegova zgodba in v bistvu sem bil najbolj presenečen to, ker sem ves čas mislil, da so Srbi želeli nas. Ne. Ljudska stranka pod vodstvom Antona Korošca je zavestno šla v to zgodbo in seveda tukaj je pa potem z našim Štajercem prišlo do vseh teh zgodb, ker so se zavedali, Ornik je bil predvsem gospodarstvenik, on je skozi to zgodbo zgledal, Linhar mimogrede je umrl pri 36 letih, zelo mlad. Z vso odgovornostjo pa lahko trdim, da tako dinamičnega časopisa ni bilo na Ptuju do današnjih dni. Jaz sem po fotu še vedno naročen na Štajerski tednik. Za Štajercem je izhajal Ptujski list in naša sloga, mislim, da še 2 leti. In to bi bilo zanimivo, ne vem, če ste ga prebrali, seveda 18. leta, oziroma 19. pa začne izhajati Ptujski list, ki pa je toliko popolnoma z druge stvari. In zdaj en Ptujčan, kako je lahko živel, če je bil gospodar, ne vem, bilo kaj počenje. Tako da vsi ti viharni dogodki so se začeli potem dogajati, zaključke pa pravzaprav veste, trgovine so zaprte, sem pa namensko, bom še enkrat ponovil, nekaj smo danes približno tam, da so po starem mestnem jedru trgovine tudi zaprte, mogoče tudi kot posledica vseh teh dogodkov v tistem času. Jaz bi mogoče vprašal vas, kaj vi mislite, ko ste študirali recimo protagonistu tega štajercizma, to je seveda Ornik, ki je bil rojen v Goričini, oziroma smo ugotovila manjša posebek v Goričini. On je večkrat opozarjal težko nemške struje, da tukaj stoletja živijo Slovenci in Nemci v harmoniji. Jaz sem ga ves čas po drugem poznal, seveda je pa bil zato, da gospodarsko pripadamo monarhiji, brez da bi verjetno iz kalkulativnega ali do nekega drugega vidika. On je obiskoval takrat Expo, te svetovne gospodarske razstave v Parizu, Londonu. Skratka, bil je razgledan človek in sem bil zelo presenečen na to. Tako da mogoče vi kaj na kratko, potem pa prosim tudi vprašanja iz publike. Ja, gledajte, morda predtem samo še eno, to, kar sem nekako pozabil povedati. Štajerc se je zavzemal tudi za to, da se naj slovenski učenci deca učijo v osnovni šoli, se pravi predvsem na podeželju, se naj učijo poleg, tako bom rekel, šolstvo, je bilo nemško šolstvo, je bilo čisto slovensko, ampak je propagiral, da se naj slovenska deca v osnovnih šolah, to se pravi na vaseh, učijo nemški jezik, nemščino. In sicer zato, da bodo
ko bodo šli v svet, takrat je že bil Graz za njih svet, kaj šele Dunaj ali pa še kaj več, Salzburg, ta moderna Češka in tako dalje, da bodo potem lahko nekaj tam storili, tudi seveda gospodarsko in tako dalje. To me nekako spominja na, seveda, takole, ni ravno najboljša primerjava, ampak vseeno nekaj vrste globalizacije od takrat ali pa danes, se pravi z slovenščino, s češčino, hrvaščino, mađarščino se ne bo kaj dosti upravilo, ampak rekli v Evropi z nemščino, najpozneje pa z nemščino še kaj druge, v Južni Ameriki pa v Severni, če vemo, kak je bilo, kaj bo v Združenih državah, jezik, uradni. Tako kot je to danes, če bi zdaj jaz bil malo mlajši, bi tu mogel povedati, pogledajte, kakva fotka je to, pa kako faco ima, ornik pa tak dalje, tu se pravi vse v angliščino, da ne govorim o vseh teh zadevah, kaj imamo z mobiteli tu pa zadaj in tako dalje. Se pravi, danes vidite, da eni po svoje ponosni Nemci, Avstrijci govorijo smučarji pa športniki, tam na novoletni skakalni turneji, vseh 4 skakalnice so v Avstriji pa v Nemčiji, pa on daje intervju v nemščini. Če bi to jaz bil taki, jaz bi govoril v eni taki radgonščini ali pa prleščini, da bi si mogli prevajalca dobiti, ker mi Ljubljančan tega ne bi vedel prevajati. Se pravi, vidite, kak? Ampak takrat je to bilo pač takole. Zdaj mogoče še to, če bi jaz danes z mojimi izkušnjami, pa z leti, pa z vsem tem raziskovanjem, se danes spravil k raziskovanju, pa pisanju o Štajercu, bi tudi celo vrsto teh drugih stvari, drugih spoznam tudi to, kar je gospod Franc povedal, nedvomno vključil. Ampak veste, mi se ne ukvarjamo s tem, kaj bi bilo, če bi bilo, zgodovinari, ampak kaj nam dokumenti, literatura, delo na terenu, intervjuji celo in tako dalje nam prinesajo. Tako da v mojem času je ta zadeva bila pač resnično gledana z malo drugačnimi očmi, kot gledam to danes. Veste, tudi v Gornji Radgoni, v Radeci, ki zdaj živim, so podobne zadeve, kako je gospodarstvo po prvi svetovni vojni stagniralo. Ptuj na vse zadnje ni imel nobene črne umazane industrije, je pa nazadoval glede na dejstvo, da je že cesta v času Marije Terezije do pristanišča, do Trsta, kaj šele potem južna železnica, in pa v Mariboru zgraditev delavnic južne železnice vplivala na to, da je seveda, takole bom rekli, pomembnejši skoraj bilo Pragersko kot pa Ptuj. Kaj malo po vojni, pa kot smo se včeraj pogovarjali, so kar eni želeli, da bi Kidričevo skoraj bilo bolj pomembno kot pa Ptuj. To je cela vrsta takih elementov, ki jih z leti prepoznaš, pa vidiš in pa kako se ta zadeva vleče podobno. Pravimo, da se zgodovina ponavlja, ne ponavlja se čubesedno, ampak v nekih spiralah, ampak če dobro razmišljaš, pa imaš neke izkušnje življenjske in pa raziskovanja, potem vidiš, kako je to bilo. Veste, to so bili gospodje, ki so se vozili, rekli, tudi tisti na vasi. Na vasi je bil pomemben duhovnik, če je bila fara, bil pomemben duhovnik, učitelj, zmeraj slovenski, in pa gostilničar, ki je bil še lahko mesar, pa trgovec in tako dalje, to so bili.
Ti so se vozili z bagrli, kot so rekli, ne, s tistimi kočijami, ne, in tako dalje, kaj še ko so prišli v mesto, ne. Tu se pa je, rekli, hodilo v ne kravatah, ampak tistih mašličkih, pa tako dalje, če bi našli sliko, ne, rekli, samega Jozefa Ornika in tako dalje, ne. Da so govorili nemško, da so nemške šole v gimnazijo pošiljali in tako dalje, je to bilo za meščane samoumevno, ne. Je pa bilo mesto zelo odvisno od podeželja, ne. To se pravi hrana in tako dalje. V Štajercu imate celo vrsto puščic spuščenih na vas, ker na vasi je še bila hrana, ne. Kljub temu, da je bila neke vrste že takrat neke vrste obvezna vodaja, tako kot pri nas po letu 45, ampak pravi, če je žena imela moža ali pa družino sina vojski, so dobivali toliko in toliko, kaj šele invalidnina ali pa za smrt, ne. In potem to besedno piše, v mestu je pomanjkanje tistega pa onega, inflacija čez 1100%, pravi, na vasi pa živijo, vsak dan pijejo kavo, pijejo špirit, oziroma takrat so špirit rekli šnops, ne, in tako dalje, kako dobro živijo, ne. Kava se je pila, ne, črna kava, ne, pa pivka, proja, ne, in tako dalje, ne. Cene, tudi so rekli, kak so cene, bi rekli, pri nas nizke, kak je v Gradcu, koliko stane pečenka, pa ono, pa tisto, ne, vse mogoče zadeve imate. In zelo zanimiva je ta predzadnja stran, ker imate reklame. Tam vidite, kdo so bili ptujske, pa po teh okoliških krajih trgovci, kdo so bili veleposestniki, kdo je vse prodajal, tudi cene, tudi vidite, kateri kmetijski stroji so bili, ali kateri prvi bicikli so bili, na vse zadnje vemo, da je v tem času delal Janez Johan Puh, ne, in tako dalje, ne. On je umrl par dni pred začetkom, oziroma na začetku prve svetovne vojne, ko ga je kam zadela na dirkališču v konjske dirke v Zagrebu, ne. Ja. Ja, se strinjam, pravzaprav ni treba gledati po sodobnem globalnem svetu, imamo ta primer, kako je dobro vedeti jezik sosedov, sploh velikih na našem Primorskem, ne, kjer večina krajin ali zaselkov, mest, osnovnih šol in vrtcev že imajo dvojezične italijansko-slovenske vrtce. In seveda, če dam za primerjavo, doktor Šeca, predsednik države Primorc, ne, ministerski predsednik, predsednica druge največje stranke. Skratka, to nas lahko bogati, če je zadaj seveda zavest do lastnih korenin. In to se pač v našem kraju ni zgodilo in tudi, bom zdaj še se enkrat vrnil na Wikipedijo, ker prej mi je misel odlišla, potem pa avtor piše naprej, da je Štajerc zagovarjal prijaznost oziroma sožitje med mestom in podeželjem. In potem v oklepaj napiše med Nemci in Slovenci. V bistvu pa ste vi podali, pa vsi uradni podatki so, da je že meščanstvo vendarle med 28 do 33% se deklariralo za slovensko, ne. To pomeni, mi danes ne živimo, da imamo slovenski meščanstvo kot nekaj več. In je tak zanimiv, ne, strogo, ja, ne, vsi meščani so bili Nemci. Verjetno so nemško govorili, marsikaj se pa je seveda za domove dogajalo. Recimo, Marija Hernja gosto pove, ne vem, če ste kdaj to slišali, pa mi dva smo se tudi pogovarjali, da na Kočevarskem, ne, v vasi Koprivnik, v bistvu nastala pobuda, da obnavljajo kočevarski jezik, ki je bil nekako, ne vem, 2/3, 1/3, kakorkoli, mešani jezik Sloveniji. Tako je bil ptujski poulični jezik, ne, slovensko-nemški, ne, tako so se pogovarjali. Žal ga seveda nišče ni, bom rekel, strokovno obdelal, ga ohranil in tako življenjsko je vse posod. To je zelo dobro predstavlja v evropski prestolnici Maribora, ki je bil Maribor tudi po partner razstava Nemci v Mariboru, kjer je bil plakat, da je Hitlerjeve slike, ne, raznašal Jožef Čuček, ne,
Dočim Strossmayer, Johan je pa Slovence poskušal dobiti, ki so bili po krivici v nacističnih zaporih zaprti, da jih reši. Zato, ker so ljudje živeli v enem sožitju, rabili so tudi zgodba, ki je iz Ptuja, da je Ida Ornik, torej hčera od tega našega župana, na prelomu stoletja iz Mauthausena rešila 14 Ptujčanov. Verjetno ni bilo tako dobro, ker to so bili delavci na njenih posestvih, ampak jih je rabila. Kakorkoli so te zgodbe so povezane. Jaz osebno še enkrat bom poudaril, da sem vesel, da ta Štajerc imamo, ker je ogromno podatkov, ki jih kasneje, seveda pol leto 23 lahko črpamo samo z mariborskih časopisov, mislim pa, da je Ptujski tednik začel izhajati tam konec 40-ih, ne vem, nekje tu, ne? To pomeni, nastane že dokumentarna tema, ne? Ki en časopis jih prinaša, in Štajerc je tukaj bil zelo globalen, ker ti očitno je imel preko teh nemških linij iz Frankfurta, so prihajale novice preko telegrafa, in to je bilo neverjetno, vedlo se je, kar se v Argentini dogaja, kar se dogaja v Severni Ameriki, kar se dogaja v Rusiji in drugoj. Franc, tu bi še samo eno zadevo, mimo grede število prebivalcev, da dobimo en občutek, naprimer, Ptuj, Maribor je imel 1869, namreč takrat je bil prvi popis, ker je 2 leti pred tem nastala dualistična monarhija, je imel 13.085 ljudi. 13.085. Leta 1910, to je bil zadnji popis, predvidevalo se je, da bo leta 20 naslednje, je pa že imel 27.494. To se pravi dvakrat več, matematično dvakrat več. Celje, komaj leta 1969, komaj 4.224, leta 1910 7.118. To se pravi, tu pa ni bilo dvakratno, ampak je številka sploh nizka. No in Ptuj, leta 1869 3.791, 1910 pa 5.269. Se pravi, vidite, da procentualno sta oba kraja zgubljala proti Mariboru. In zdaj glede na tisto občevalni jezik, naprimer Ptuj je imel leta 1963,12% ljudi, ki so bili slovenskega rodu. Kaj to pomeni? Večina priseljenih z vasi, ker je seveda mesto kot takšno raslo, to vidimo, in pa ta industrija črna, da tako rečem, železnica in vse zadeve je potegnilo ljudi. Celje je imelo celo 69, skoraj 70%, Maribor 71%. In seveda, zdaj pa, če gremo na občevalni jezik, ni enak, smo rekli, po narodu, ampak približno, je pa, gledajte, v istem letu 1890, to se pravi najbliže, je bilo na Ptuju, smo rekli 63%, 63,12 slovenskega rodu, v istem letu pa že za slovenski občevalni jezik samo 15,59. Se pravi, 4-krat manj ljudi, ki so iz takih in drugačnih razlogov se pač opredelili za nemški občevalni jezik. Seveda, tu so bile možne in so dejansko verjetno res bile manipulacije, predvsem po teh krajih, ker za nični gospodarje, za svoje ljudi, tudi če je bil veleposestnik in tako dalje, kaj šele za viničarje, je on povedal tistemu popisovalcu, komisarju, to. Tako imamo primer na avstrijskem Koroškem, ker so bile borbe strahotne, da je vsakih 10 let na verni basi bila situacija na glavo vrnjena. Enkrat je bila strašna večina za nemške, drugih pa za slovenske občevalni jezik. Ali pa primer v mojem okolju,
en kraj, Gornji Radgoni okolica, tam tistih bregovih, kjer so gorice bile, ker so bili vinski gospodje, ne, tako tu pri vas v Halozah in tako dalje, poleg Ornika še vemo kdo drugi, ne, so potem tam bilo samo dejansko, skoraj nihče ni bil Nemec, ne, ampak samo tisti gospodje, ki so bili z Gradca, pa Klöha, pa tak dalje, ne, so bili pravi Nemci, oziroma pravi Avstrijci z nemškim materinim jezikom, ne samo občevanjem, dočin tiste številne viničanske družine, vemo, da so več številne, ne, z necom red, ne, pa so jih napisali, da je to, ne. Seveda, potem v leto 18, ko je bil prvi popis, 21, pa to, ne, so v bistvu vsi isti ljudje želeli vse, potem so bile prve te agrarne reforme, pa to, ne, potem pa skoraj nobenega Nemca več ni bilo, ne. Tako da vidite, to je tako in drugače, ne. Vse to se je dogajalo, vemo, kaj se je dogajalo pri nas z odpisanimi in tako dalje, ne. Zdaj pa izbrisano, ne. To so paralele, ne. Ja, seveda, dejansko moram reči, da moje razmišljanje tudi skupaj, včeraj smo se 3 ure pelila za današnji dan, prijetno je bilo v Radencu v Gradino. Jaz osebno seveda lahko zaključim, da je Štajerska, predvsem pa tudi po razpadu monarhije plačala pravzaprav največji davek za pridružitev Kraljevine Jugoslavije. Kot sem že dejal, 2/3 vinske trgovine je padlo, mimogrede spodnja Štajerska do konca prve svetovne vojne imela cirka 30.000 hektarjev vinogradov, danes jih ima cela Slovenija 18.000, Haloze so imele preko 3.000 hektarjev vinogradov, danes jih imamo 700. Seveda nič nismo rekli o tem, da je na Ptuju kolonizacija pravzaprav v Avstro-Ogrski potekala redno, ker tu je bil podeljena koncesija, popravite me, dejansko vi, da so seveda odpisani vojaki v obdesem in s tem smo jih tu negovali in tako naprej, tu je bilo tudi mešanje jezika. In seveda za razpadom monarhije tega denarja več ni bilo in si lahko zamislim, kako so te družine, ki so tukaj imele posestva, mnoge so čez noč zelo na hitro prodale, pa ne odličile v Nemčijo ali Avstrijo, ampak Ameriko. In pa seveda, recimo, družina Sadnik, njo rad izpostavljam, ker ima taki čisti nemški priimek, ne, malo heca, je pa počakala, Kraker prodala, ki je bil ambiciozen, dobre, ne, oni so se pa preselili s to pokojnino v 24. leta v Graz, njihova potomka je, mislim, da ena ali pa vrhunska doktorica slovenistike bila in umrla, ena najbolj znanih avstrijskih in tako naprej. Tako kot je doktor povedal, življenje prinaša, odnaša in seveda po mojem globokem prepričanju na zgodovino treba gledati iz tega aspekta, kako bi mi reagirali, če bi bili tam, najprej zaščiti verjetno sebe, svoje družine, njene interese, potem pa vse ostalo. Prosim, vključite se, mi pa smo imela zelo dober tajnik, tako kot smo rekla. Kakšno vprašanje na to temo? Franci, izvole. Jaz sem po stroki tudi zgodovina in vam povem, da sem časnik Štajerec od prve številke do zadnje kot študent celega prebral in iz njega delal tudi malo in iz njega potem še speljal neke druge stvari. Danes je meni to predavanje izvenelo kot tisto, ko je meni tam nekje v 60-ih letih enkrat en izjavil, kakva škoda, da nismo ostali pod Avstrijo, te bi mi imeli šilinga že. Ta časnik je v slovenščini, vendar usmerjenost časnika je treba gledati. To ni slovensko usmerjeni časnik. To je kvečemo štajercizem, štajercijanstvo in podpira prodor nemštva na slovenski prostor. V smislu enakega, kot je to delala Südmarke, ki je kupovala zemljo,
v istem smislu, kot je to Deutsche Schulverein delal, ki je poveličeval in ustanovljal nemške šolske zavode, tudi tu notri sem jaz prebral, da govorijo o tem, kako naj imajo otroci nemški jezik v šolah, ampak ne v smislu, da bodo postali gospodje, ampak da bodo lahko razumeli svoje gospodarje. Tako lahko tudi vzameš. Interpretacija je taka ali pa taka. Če Linharta vzamemo, Linhart je bil v prvi vrsti, ko so prišli zborovalci Cirilno-metodijskega društva z vlakom in so izstopili na železniški postaji in so bili kamenjani, opljuvani in Linhart je v prvi vrsti pljuva in meče kamne. Tako da tudi z tega stališča je treba Linharta zraven povedati. Kar je glede proti katoliški cerkvi. Sami ste ugotovili, da so tukaj bili takrat anglikanska, torej evangeličanska vera in da je ta vera, to je bila, kdo je bil to vero sprejel, je bil tudi nemško usmerjen, s tem pokazal. In da boste vedeli, torej, če so oni, ki so ta časnik imeli v rokah, to smo imeli, in Blanke, in Ornik, in tak dalje, vsi ti so tudi bili proti katoliško usmerjeni. In če vi bi brali tu notri, to je bil, danes bi to rekli, strašno tale jezik, no, ko govorimo grdo prek drugih, ne? In imajo za naše politike, kot je dr. Ploj, ni bil skoraj nikoli dr. Ploj, ampak je bil Krota. Ta Krota je zopet in tak dalje, torej s takim izrazoslovjem, da o farjih ne berete, kakšne izraze uporabljajo za farje, je pa res pozitivno njegovo tu notri, kar pa je koristilo tem, ki so ga podpirali, podpreti kmeta, da bo postal umni gospodar, več bo pri gospodarju, več bo prodal, več bo davka in tako dalje. Torej, v tem smislu je pa to pozitivno. In zato so ti članki v zvezi z umnim kmetovanjem so dobra stvar. Potem so tu notri tudi nasveti za tudi druge vrste gospodarstva. Tisti del z reklamami je čudoviti vir zgodovinski za poznavanje takratne gospodarske situacije v Ptuju. O jeziku, ko ste rekli, da ni lepa slovenščina, se ni mogla biti lepa slovenščina. Tudi tu oni ne govorijo o slovenščini, oni govorijo, da je to štajerski slovenski jezik. V tem smislu. Kmetskega stanu in da se mu morajo približati. In smo, torej, pa berite tudi, kaj zdaj malo oceno enega zgodovinarja Vatovca, pa iz Ptujskega zgodovinskega arhiva pokojne Kristine Šavprat-Purk, pa še mogoče koga, to je pač tudi moje, ker meni izvenelo ta večer kot en propagandni večer, zakaj smo ostali nekje izven, če bi ostali tukaj, bi bili zdaj še vedno bogati. Takrat pa je gospodarstvo zaradi tega padlo. Padlo je normalno zato, ker je nastala meja, ob mejah se spremembe, zgubili smo tudi linijo trgovine Ogrske za živalstvo, iz Ogrske na Tržaško, tu je šla stara linija, projekt prometna, trgovina za živino. Zgubilo se je, jasno, da se je zgubilo tudi trgovina proti Avstriji, Nemčiji z poljedelskimi in predelkim vinom. Meja je nastala, ali bi zdaj bilo bolj pametno, da je ta meja nastala južneje, pa bi še naši še vedno trgovali, pa bi mi imeli malo dlje časa šilinge prej. Ja, to je... Samo malo. Ja. Dobro razmišljanje. Jaz bom povedal takole, čisto nazadnje ste rekli južno bo to. A ni z samostojno Slovenijo nastal takoj problem za celo vrsto firm, ki so izgubile jugoslovanski trg.
Ja, zdaj smo pa Vi ste rekli, da... Nove meje. Ja, ampak veste takole, ste mogoče, konkretno vi, a ste mogoče kdaj čuli za to, da je nekdo rekel, joj, zakaj pa nismo leta 91 napovedali Ameriki vojne? Ne so rekli, zgodili bi pa bi postali kaj 52. zvezdna država Amerike. Razumete? To sem jaz na začetku rekel, zgodovina se ne ukvarja s tem, kaj bi bilo, če bi bilo, ne? Tudi vemo, kdo je povedal, da bo nova Slovenija neodvisna, samostojna, da bo nova Švica. Pa smo Švica. Ja, smo Švica. Poznate tisti, poznate tisti vic, da je nekdo rekel, bil sem v 3 državah na dopustu. Ja, kje si bil? Na Švici, na Malti, pa na Poljskem. To se pravi, Švicov je, delal je Mort, Malt, pa na Polju je delal. To se pravi, te besedna igra, ne? Ja, če se smem, da ne bomo zašli, jaz sem zgodil, mogoče... Mikrofon moram imeti, ne slišati, moj čas. Ja, kamera sicer, pa vendarle. Pozabil sem povedati pravzaprav, Francija, jaz razumem mnenje vsakega Ptujčana v teh časih, ne. Posebej sem si napisal, ko sem to poglavil, ne, povedati, da so vsi ti časopisi, ne bo to peta, vsi slovenski časopisi, so vsak po svoje topli. Kultura je bila neverjetno postaška. Ti si zdaj povedal, kaj so... Sovražni govor, bi na temu rekli. Ja, sovražni govor, v temu danes rekli, ampak očitno je takrat tak bilo, ampak to niso samo Linhart in uredniki Štajerca, tako uporabljali, to so Slovencov, to so gospodarjev, v slogi in vse posod Jugoslovanov uporabljali in tako naprej. Ampak treba je dati neke okvire, ne? Da rečemo, na eni strani smo imeli Habsburško monarhijo, na drugi strani pa jugoslovanske želje. Ne? Jugoslovanske želje so se izpolnile, 91. leta so razpadle, pa jaz moram reči, da žal Ptujski tednik tega ni pisal, da so se žene ptujskih oficirov v bolnici doktorce imeli, katero vilo bojo imeli, tako pač to v življenju je. Treba je dati v en paket svojo zgodovino. Veste, če bomo mi še se naprej drli, pa tako, Primorci sodelujejo z Italijani, na Šentilju še je vedno železna zavesa. Mogoče tudi zaradi prestrogega razmišljanja nas na koncu sosedom mora živeti. Če je ta sosed pa močnejši od tebe še toliko bolj, to pa ne pomeni, da se mu ti z znanjem, samozavestjo ne približaš na tem, če bomo pa samo rekli, joj, kako so nas izkoriščali, jaz nisem privržen iz tega. In če je to tako izvenelo, ni bil namen historičnega predavanja, ampak vse sem omenil, da je Wikipedija v 7 letih že mnenje o Štajercu menjala, je bila podobna kot tvoja, potem zdaj je že malo manjša. Definitivno je, da je to izhajalo v slovenskem jeziku, je bila zaljubljena v monarhijo, vse oni niso vedeli, kaj bo prišlo zadaj Jugoslavija, ali bo prišla takšna drugačna zgodba, dalo se bi v kraljevini govoriti malo morje, to je vse naša zgodovina, mi jo moramo sprejeti, prav je, da ima vsak svoje mnenje, ampak delo je pa vas zgodovinarjev, da to zapišete v nekem neutralnem smislu, da bomo lahko živeli v teh prostorih, pa da mogoče kdaj bojo Haloze zopet imele 3000 hektarjev vinograda. Tega, samo malo, sem tudi filatelist, pa zbiram poštne žige. In vam povem, Ptuj do 1918. leta je imel poštni žig samo Petav. Nikdar Ptuj zraven. Da je Haloze so imele glavne nemške poštne žige. Torej, Lichtenegg in Kolos. Ali kaj zdaj, Chiltern, Žetale. Slovenske gorice imajo večina slovenske žige ali pa vsaj dvojezične. Gre za to, kdo ima moč kapitala denarja.
Haloze so bile posesti nemško usmerjenih ptujskih meščanov in delno celo direktno iz Avstrije, ko so Felfer, kaj je bil tule, pa tak dalje. Se pravi, se tudi skozi to vidi, kje je bilo dovoljeno slovenstvo. Ker če bi pa vi šli v Haloze gledati, pa razen par ljudi, če je se notri deklariralo, da in je govorilo samo nemško, ostalo so bili vse Slovenci. Ampak pošto je pa imel Lichtenegg ali pa Schiltern. Nič ni imel Schiltern žrtale. Tudi skozi take stvari se to nekaj vidi. Glejte, samo malo. Moja magisterska naloga v Ljubljani je bila okrajno sodišče Ljutomer 1910 in raba jezika. In na sodišču, to se pravi okrajno sodišče, tam so se uporabljali nemški, slovenski, latinski jezik in hrvaško-srpski, so rekli. In je zanimivo, sodišče je praviloma vsem strankam pisalo v nemščini. In sicer, dovolj, je na primer poslalo dopis v nemščini in če je bil advokat, tako ali drugače je pisal v nemščini nazaj ali v slovenščini, znani ljutomerski advokat, prvi snemalec na slovenskem, dr. Karol Grossman, je pisal izjemoma nemško, glavnem vse slovensko. Zanimivo, dopisi na župnije so bili v nemščini. Zanimivo je, da vsi dopisi, imam te dokumente, so bili taki. Tu je bil nemški dopis, tu pa je potem župnija odgovarjala v slovenskem jeziku. Ampak kaj, ne na posebnem listu, na istem listu. Tako da je tu se vedelo, kako gre. Kakšne latinske izraze so zraven deli in tako dalje. Dočim ljudje, navadni ljudje, pa so seveda potem šli do tega advokata, če se je šlo za zemljiške zadeve, da jim je napisal to. Za hrvaškega Mečemurja in tako dalje, ker so imeli tu posesti, so pisali v hrvaščini. Seveda, na sodišču so to vedeli ali dali prevesti, ampak tako kot ste rekli, dočim žigi teh podeželskih občin so pa bili na ljutomerskem področju praviloma slovenski. S tem, da so bili še grbi zraven, za Veržej, na primer, znani trg, vedno kontra ljutomerskemu trgu, Ljutomer še ni bil mesto, je imel ribo notri, ker je seveda v Reki Muri bil, in tako dalje. Branoslavci, tam je na vas, so imeli brano, kmečko brano notri in tako dalje. Tako se rekli odvisno, ampak tako je, ker tiste čas je bilo, če pa si šel nekam v Graz in tako dalje, Miklošič, pa kdo drugi še pozneje, niso imeli šanse, kljub temu, da je bila tam stolica za slovenski jezik in tako dalje, niso imeli šanse, da bodo tam, rekli, v slovenščini študirali. Veste, da so potem nekateri tudi iz pljskega območja hodili v Mečemurje, oziroma v Varaždin, ker so kako da kaže pričali, pa kaj je zdaj kajkavščina, pa kaj je to, ali je to hrvaščina, ali in tako dalje. To so težke zadeve. Da ne bomo preveč zašli, zgodovina je zato, da se stvari debatirajo, razjasnejo, stroka bo to enkrat definirala. Pri Halozah je res bilo tako, ampak uvodoma sem ravno na mestu povedal, da je Dravsko polje, oziroma Gornje Ptujsko polje, se je včasih rekli Dravsko polje, bilo izpraznjeno. 100 let tukaj ni živel nišče, ker so Turki hodili gor, si s tem olajšali delo, enako Haloze. Ko so jih porinili dol, je seveda to bilo prazno področje. In kdo je prišel? Tisti, ki je preletal, ki je prišel, recimo, jaz sem prebral, je bilo zelo zanimivo, ko je Napoleon Freiburg iz Spodnje Porenje odcepil od monarhije, se je izgubilo najlepša pokrajina za bela vina, so pisali, jaz ne bom v Nemčiji živel, jaz hočem priti v monarhijo živeti in seveda kam so jih selili, tam kar bilo prazno. S tem je prišlo več nemško opredelečih ljudi, tako sem si jaz to razlagal, ker druge razlage nisem
Najbolj zanimiva razlaga je pa za mene kolos, ne? Mi smo to rekli, da je to nemški izraz, v bistvu je pa to staroslovanski izraz za podeželje. Kolos v Ukrajini pa v Rusiji je vsaj 6-7 pokrajin, ki se enako kolos imenujejo. Da to danes pač tehnika omogoča, da se vse pregleda. In zdaj zato ne bo konec sveta, če je tako bilo. Danes tu govorimo slovensko, smo ponosni na to, zdaj še samo gospodarsko zrastimo v tem kontekstu, da bomo tako daleč prišli, kot je seveda bilo to zlato obdobje v monarhiji, ki je pa bila mimogrede tudi naša domovina. Meni je moj dedek vedno govoril o tej Avstro-Ogrski, kakšna je bila. No, prav gotovo je bila zelo lepa, ker je bil blad. Takrat je to najlepša dežela. Ja, seveda. Tako je nam Jugoslavija. Zdaj pa kje smo? Ljudje danes rečejo, je pa bilo dobro za Tita, ne? Seveda, pa to je naravno. Mu ni šlo slabo takrat. Prvič je bil mlad pa poln energije. Predvsem mlad, ne? Ja, super. Jaz se strinjam. In zato so vsi ti stari ceki, ki so zelo dobro spominjani pod nekaj krasno. Dajmo še priložnost komu drugemu za kakvo vprašanje, potem pa imamo tam kozarčke vina, pa bomo še malo vino rekli kaj več. Prosim, lepo je kakšno vprašanje. Jož, prosim. Torej, zanimivo predavanje. Moj profesor zgodovine srednji šoli. Zanimivo predavanje. Postal sem pa pozoren relacija, torej časopis, odnosno tudi Dunaj. V slovenščini pisano in da ni bilo nobenega problema, da ni bilo cenzure. Potem pa drugi... Je bila cenzura, je bila. Jo. Ja, si preslišal, niste rekel. Ja. Cenzura je bila v teh vojaških poročilih, pa tudi na drugih. Potem pa ste rekli, da onstran Mure, ne? So bili za časopis pa prišteti tujci, to se pravi Prekmurci. Prekmurci so Slovenci, za Mađare so Prekmurci Vendi, tako je na pariški mirovni konferenci bilo. No in leta 1913. je v Prekmurju, v času Avstro-Ogrske, nastajen podoben časopis. To sigurno poznate, Novine Slovenske krajine. Tak se je imenovala takrat, se je imenovalo Prekmurje, Slovenska krajina, odnosno Okrogina celo. No in ta časopis, Novine, ki je pisal v Prekmurščini, je zanimivo. V mađarskem črkopisu. Ja, in je potem izhajal do 1941. leta. Za času Jugoslavije, kraljevine, je bila tudi cenzura tega časopisa. No in 1941, vemo, kaj se je zgodilo, so Mađari zopet zasedli Prekmurje, ga priključili, mejo napravili, tako je, in takrat je časopis bil tudi nekje ukinjen 41 leta. Ampak to povežem z mojim očetom. Bil profesor zgodovine tudi in je bil leta 1933-34 celo urednik tega časopisa Prekletvo. In to uredništvo ga je stalo nekaj pri Mađarih. Namreč 1941 je on bil profesor na gimnaziji v Murski Soboti in 1942 leta je zdaj tega časopisa, raziskuje te zadeve, bil premeščen, ker pa bilo dobro mađarsko, ker so se učil, v Kižvarko. To je danes aktualno mesto v Ukrajinski meji in tam so ga dali ne kot vojaka, ampak kot profesor na gimnaziji in začel nemščino v matematiko, 3 leta bil tam, do konca. To hočem povedati, bolj da me malo besedka, tujci, za Prekmurce, tako ste rekli prej, V smislu ogrov je bilo to mišljeno. Ja. Tak je takrat pisal Štajerc, res je. Ovdje so rekli, da so to Vendi, ne Slovenci, ne Slovenci, ne? Gleda, zdaj se me spomnil eno zadevo. Pred 5 leti sem bil večkrat pri porabskih Slovencih v Monoštorku, to sigurno dobro poznate, oni imajo tako in tako organizacijo, pa tisti hoteli in tako dalje, svoj časopis. Dobro, če to povedati, sem tam pri eni družini bil, jaz tudi malo mađarsko, tudum, in tam na primer so mešani zakoni,
In še danes, na primer, rečejo tem porabskim Slovencem, to sem čul, ko so mi prevajali, ne, da je Mačarka poročena z Belgom, ne poročena z Slovencem. Če pa je bil z Prekmurja, ker je tam nogomet igral, pa tako dalje to, pa je potem bil Slovenec. Ampak ti pa so bili vedni, to je tako, kot je na Koroškem ne vidiš, Vendišari, jaz sem pa Italijani že, kak je rečejo Italijani Slovenci? Ščavi. Tako da, to so pač zgodbe. Peter, izvoli. A bi lahko rekli, da je bilo to območje Južne Štajerske, ali Ptujskega recimo, takrat dvojezično območje? Dvojezično? Ja. Če bi lahko to rekli, da. Ja, bilo je, ne? Zdaj gledajte, na primer, nekdo je rekel, a vi ste rekel... Avstro-Ogrska je bila mnogojezična država. Povejte, njihov bankovec znam te vroke. Njihov bankovec ima v nemčini, mađarščini, slovaščini, češčini, v hrvaščini, slovenščini, ima napisano krona, korona in tako dalje. Tudi v vojske je bil poveljujoči, ne? To je, načelno je to štimalo, samo na mejnem področju med Slovenci in Nemci, tu so bila pa rivalstva. In pojete še danes v Graz, idite gor na stolp, tisti gor, turn, pa ob stopnišču boste našli v Bronu veliko tablo zemljevid in gor piše Ozere, Verlorene, Vaterland. Pa imaš Petau, pa Marburg, pa Cilje, pa Polstrau, pa Friedau, pa tako dalje gor napisano. Ja, tako to je. To je res. Te družine, ki so tu mogle iti, je njihov Vaterland, ne? Jaz tu ne bi bilo, mogoče sem to pozabil. Eni so morali iti, veliko pa je šlo. Mi, ko se govorimo o Koroške, tako izgubljene, tako dalje, pa plebiscitov, pa včasih, pogledajte samo ena zadeva, novo izvoljena predsednica, ki bo zdaj vstopila čez mesec dni, pa par dni, je že z koroškimi Slovenci prišla na Skriško, če ste na tekočem, je povedala, kako je idealno rešeno vprašanje na Koroškem za Slovenci. Jaz imam tam ljudi, ki sem jih objavil v zadnji znanstveni monografije, kako so bili iz enega kraja okolice Radgone neupravičeno iz 7. leta 1946, 14 mesecev so hodili po taboriščih in tako dalje. On mi danes povedal, kakva je situacija v tisti vasi tam okoli železne kaple in tako dalje. Ona pa je rekla, da bi se je takoj bil halo pri eni od Koroških, oni imajo dve organizacije, se je Incko takoj oglasil, mi pridite, pa bom, jaz prišel v Maribor, pa bom povedal, kakva je situacija in tako dalje. Vidite, tudi nimajo več ministrice za Slovence po svetu, kot je prej bilo vse eden od vaših, je tu bil v eni od prejšnjih vlad, je bil tu, Ja, je bil, tako dalje. To so težke zadeve. Zdaj pa res zaključek. Še eno vprašanje vam. Imam pravico Ok, tako bomo šli dalje. Kako? Eno vprašanje še vam. Lahko jaz samo za intermezzo to razložim, Franci pač ima svoje mnenje. Jaz se zdaj 20 let s tem ukvarjam in res je... Samo jaz se to mnenja še, ker je... No, ti si ga izrazil, Franci, se zapustimo. Ampak dejstvo je, če hočemo v tem globalnem svetu iti naprej, so vsi, ki so recimo po denacionalizaciji dobili nazaj, vztrajajo, kako sem se z njimi pogovarjal na tej strani, o kateri ti govoriš, malo sem se povezoval z društvi Gornjih Gradcev, so neke meje, ampak gledajte, vsaka stran bo v prihodnosti morala malo pustiti, predvsem pa se moramo začeti o tem pogovarjati. Mi še sploh mešanega razgovora o tem nismo imeli, ne na Ptuju, pa ne v Gradcu ali pa kaj govorim. Svet gre naprej, naše nove generacije pravzaprav sploh to ne zanima, ampak vendarle brez korenin ne more živeti. Tukaj je treba nek balans narediti, zato pa pač obe strani morata biti zrele. Jaz upam, da nekako bo ta po zgledu naše Primorske,
kjer si sicer zgodovinsko oporekajo zadeve, ampak živijo pa skupaj in vsak dan delajo, napredujejo, so konkurenti Američanom, ne vem, Rusom ali komor hočete v svetu. Mi tukaj smo še povsem zaprti, grad se je počasi začel odpirati in dobiva to regijsko moč, ampak na tem področju še pa lepotičmo. To pa zato, ker se nikoli konkretno nismo o tem pogovarjali vse skupaj. To je moje mnenje. Peter, Dejan. Vprašanje imate? Dve vprašanje je postavil. Kako gleda ta časopis Štajerec na ta nacionalna nasprotja med slovensko in slovensko govorečim, nemško govorečim življenjem? Mislim, da bi se glede na osnovi tega lahko opredelili, ali to dejansko gre za res ali neko vrsta agitacija, ali je dejansko dobro mišljeno kot neki slovenski časopis. Nasprotja nacionalna stvar sploh v prvem desetletju 20. stoletja zelo pereča, da je septembrške dogodke 1908. Drugo vprašanje je, kako gleda, oziroma kakšen odnos ima ta časopis do judov? Do judov. Judov? Nička nisem zašel. Mogoče na drugo vprašanje. Žena od tega znanega slovenskega mariborskega prostovoljca Borisa Kravonija, ona je diplomirala z nalogo Štajerc in Judi. In naj povem, da jaz o Judih dejansko v obdobju prve svetovne vojne nisem nič čul. Seveda, Jude se takoj povezuje z Ameriko in pa da so krivi že takrat, pa kaj šele v drugi svetovni vojni, ampak jaz nisem zasledil tega. Odkrito rečeno, jaz nisem toliko bral pa raziskoval časopisa, rekli od leta 1900 do 7, ne, ampak samo 6 pa 7, ne pa potem 5. Zato vas na to naslavljam. Jaz sem prebral vse. Prosim? Jaz sem prebral cele, od 1900 do 1918. Ja. In to še rekla sem lahko v listo. Ja, seveda listo, ker še ni bilo, jaz pa sem dobil te nekaj danes je vse na filmu, ne? Tako kot je gospod Franc povedal, tu je bila propaganda in obramba slovenske strani kontra, tu je bilo gospodarstvo v ozadju, vse ste videli, kdo je bil v vodstvu stranke, kdo je kandidiral v knjige, jaz imam tu 12 knjig, ki jih potem bom lahko, če želite, prodal po simbolični ceni 10 evrov samo, tako da to ste lahko preberete, tudi vse finančne zadeve notri, o železnici, tudi ta problem, ko ste ga vi omenili, kakšen problem je bil. Jaz sem imel načrt originalni, pa sem ga dal, je šel v muzej železničarski. Originalni načrt, kje bi naj šla železnica. Ne čez Slovensko Bistrico, mimo Slovenske Bistrice, ampak da bi šla do Ptuja, pa čez na Podleknik, pa čez Žetalski del tja dole. Je brisana notri, ne? Ampak mestni svet Ptujski je bil proti. Proti temu, da gre tukaj, kar so se globoko oddahnili, ker so to skrajšali še kilometrov od Dunaja do Trsta, ne? Zakaj so pa bili proti? Ker so se bali, da bo prišlo konkurenca kmetijsko usmerjenemu Ptuju. Da bo prišel sveži kapital, da bo prinesel industrijo in takrat tisto naše ptujsko meščanstvo, ki je tukaj bilo, ki je baziralo v bistvu na trgovini z živino, z vinom in z poljskimi pridelki, bi izgubilo na svoje veljave. Oni več ne bi bili tisti. In je takratni mestni svet gladko to zavrnil. Jaz sem brokal, to pa sem ga poklonil tja, ker se mi zdelo, da tam bolj pametno, kot pri mene. Ja, gledajte, tu pri železnici je tudi bil načrt, da ko je bila zgrajena železniška proga od Šmifelda do Radkersburga, Radgone, na one strani Mure, potem so Prleki forsirali, ker je tudi Slatina začela, pa kmetijstvo, kot ste rekli, železniška proga iz Radkersburga preko Mure do Ljutomera, manj kot 30 km, delniška družba bila ustanovljena, Franc Jožef je to ustanovil, mislim, dal dovoljenje, rok 6 mesecev, 14 dni pred rokom je bila otvoritev.
Danes pa malo vemo, kaj se gradi neka proga, pa s kakimi tehničnimi sredstvi in tako dalje. Ne? No in še nekaj, železniška proga je pa bila, ker so se borili interesi, da bi se nekaj na polovici te trase čez Muro in pa po Pesniški dolini bi se prišlo do Ptuja. In pa seveda potem naprej Kotoriba na Madžarsko oziroma v Slavonijo in pa to, kar ste na začetku povedali čisto pravilno, tisti Drang, nekdaj Drang na Osten, ne? Zdaj pa Drang na jug, ker nekaj avstrijska polovica je imela, rekli, Trst za svojo luko, Mađari pa so imeli Reko. Se spomnite pred kratkim, a bodo sofinancirali toto našo problematično, ne? Divača Koper, ne, tisti drugi te, da je napustimo izraven. Takoj so šli, pa so rekli, bomo na Reke ali pa na naši, pod narekovaji, Orbanovi nekdanji Reke, ne, ali pa v Trstu, ne. In primer tudi tako so sforsirali, da je bila cena tovornega prometa od Reke do Budimpešte je bila nižja kot od Reke do Zagreba. Ne? Pa je to bilo, bi rekli, čisto preko avstrijske polovice. Tema je vroča, vidim, da lahko bi nadaljevali celo večer. Dejan bom jaz na hitro odgovoril, zasledil sem, da so bili proti Židom, niso pa bili proti Slovencem, ampak so vedno govorili za taka zborovanja. To je prosrbska zgodba, mi je ne podpiramo, malo da povemo, kaj se je zgodilo, da so imeli prav vsebno. Tako da, to je polovičarski odgovor. Antižidovsko gibanje je pa bilo takrat tako vse evropsko. Peter, zadnje vprašanje, lepo prosim, gremo na Vinčka. Glede na veliko informacije, ki se prepelejo, pa odzive poslušalstva oziroma bravstva, časopisa in stanja duha v tistem času, če bi bila recimo plebiscit organiziran, vsaj na tem območju, ki ga pokriva Štajerec, po prvi svetovni vojni, če ne bi pač nasilno bilo to pripeljano v Jugoslavijo, kakšen bi bil rezultat prebivalstva, plebiscita med prebivalstvom referenduma? Ja, gledajte, danes v slovenskem zgodovinopisju se piše, da bi, če bi bil plebiscit, tako kot so to pravzaprav Avstrijci, Nemška Avstrija se uradno imenovala, v času rekli teh pogajanj po prvi svetovni vojni, bi tam območje glasovanja bi bilo, bi rekli, daleč na Ptujsko polje in pa vse okrog, to se pravi Uter-Steiermark, in bi ta zadeva padla vi. To se pravi, to bi prišlo potom. To je bil tudi ena od bojazni, da je potem se ta mala državica, ki nikjer ni bila priznana, vse naprimer na mirovni konferenci ni bilo države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ampak kraljevina, oni so nas zastopali, imeli smo sicer svoje eksperte, Slavica Prekmurje, doktor, kaj je že bil, Fran za Kovačič, ja, za Štajersko, Slavič je dobil dokaj pozno, rekli, nekako priznanje Prekmurja za te zadeve. Hoče reči to, da je bila ta mala državica pa nekaj v klešči. Italija špekulativno z, bi rekli, Londonskim paktom šla, bi rekli, k Antante, obljubljeno vemo kaj, to je dejansko dobro, želela še kaj več, ja. Potem Avstrija, ker so se bali, kaj bo, na oni strani Mađarska, Nova Mađarska, ki je, to sem jaz na enem posvetovanju junaško upal povedati, pa sem dolgo potrditev tudi od tujcev. Če ne bi bilo, zdaj bomo rekli takole sem, prej sem rekel, zgodovina se ne ukvarja, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak velika verjetnost bi bila, tako se ne bi zaprašali, če ne bi bilo na Mađarskem tiste revolucije Bela Kuna, pod vplivom, rekli, Sovjetske zveze oziroma Rusije, oziroma revolucije, potem
potem bi Mačari ne bili tako kaznovani, kot so bili. Oni so bili fejs kaznovani tam pri Romuniji, pa še kaj druge in tako dalje. Samo je danes probleme v Romuniji z močno mačarsko večino, tam nekaj delih, ne samo manjšino. To je sedlo. In potem pogledajte, tudi ene zadeve, ki se danes malo drugače interpretirajo, priključitev Prekmurja k matični domovini. To ni bila nobena priključitev, ampak je to čisto na novo prišlo zraven. Vse ni bilo prej, nismo imeli domovine, če tako rečemo, ker je bila pač ona država. Niti, kaj oni državi se ni priključilo, ker so dogodki tako hitro tekli, da je že 1. decembra bila neka nova država. In seveda zdaj, če ne bi šli, pa zdaj če ne bi šli k Srbiji, ki je bila pa na strani zmagovalcev, potem bi nas verjetno ti trije pojedli po svoje, in potem bi bil Šilik. Ali kuna. Pa bi bila kuna, pa bi bila, kaj se bi... Vsak, ki ga kaj zanima, posmeja, poroča, Franci, če nisi prebral, dr. Andrej Rahten, Anton Porošek, zelo dobra zadeva, prihaja prevod dr. Šušteršiča, to obdobje je res dobro obravnava, za danes pa prosim nadaljujemo o Vinčku in prosti debati. Še vaša zaključna misel? Ne, jaz bi še samo nekaj povedal, ker me je mar med vami, nekaj poznam. Eno zanimivo temo imam, jaz je, kaj posebej ne ponujam, ampak če želite o Francu Richteriču predavanje, ki sem ga sicer imel tudi na videu, je možno prek kamere oziroma tu sosedne vaše knjižnice Jožeta Petrča, izredno zanimiva, z najnovejšimi zadevami. Tudi danes sem eno pretresljivo telefonski razgovor imel z sorodnico tega oziroma z prvim nezakonskim otrokom tega Franca Richteriča. Naj pa povem, da pa nisem njegov sorodnik. Danes me je ta ženska rekla, a ste vi mogoče moj polbrat? In najprej me je grozila z advokatom, z policijo, z snemanjem pogovora, potem se je omehčala in mi je povedala, tisto, kaj sploh nisem pričakovala, je spraševala. Tako da veste, tudi mi smo včasih pod takšnim ali drugačnim udarom. Če pa povem, da sem pa drugi doktorat naredil iz okraja Gornje Radgona na 45-50, pa na podlagi okrog 15,000 dokumentov UDBE. To so težke zadeve in pa potem seveda vseh partijskih dokumentov in tako dalje in tako dalje. Izredno zanimivo. O Francu Richteriču pa bi vam kar predlagal, če se seveda organizator kdaj spomni na to. Eni ste med vami že to čuli in je to v knjižni oblike. Pogovarjamo se o obnovitvi procesa, ker so cela vrsta napak bila naredih. To bi danes na sodišču sigurno padla zadeva, da bi bila smrtna kazen. In pa puno drugih takih zadev. To, kar še danes eni starejši ne upajo povedati, pa se še ne da. Ki so pa tako ali drugače zopet posledice zgodovine pred tem. Hvala lepa. Ja.